K mikrofonu vabim osrednjega govornika današnje slavnosti, dr. Tomaža Časa, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Spoštovane vojne veteranke in veterani Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenije, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, spoštovani gostje, spoštovani praproščaki. Iskreno vas pozdravljam na današnji slovesnosti ob dnevu vojnih veteranov Slovenije 91 na geometričnem središču Slovenije, na Sljuvni pri Vačah, in vam čestitam ob našem prazniku, ki smo si ga izbrali kot 17. maj. Spoštovani, ta dan si nismo izbrali zaradi provokacije, tako kot je to storila vlada, ko je v svojih zadnjih izdihljajih razglasila 17. maj kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Mi smo v tem času, ko je sedanja koalicija zelo razočarana, zelo veseli, ker se ponovno vzpostavlja demokracija in ko bo konec enoumja in razdvajanja slovenske družbe. Policijski vojni veterani smo se odločili, da ta dan praznujemo kot dan vojnih veteranov 91 skupaj z vojnimi veterani za Slovenijo, ker smo prepričani, da je potrebno aktivnosti takratnih miličnikov pravilno predstavljati v okviru vseh osamosvojitvenih procesov, ki so potekali ne le v začetku 90-ih let, temveč tudi aktivnosti, ki so potekale konec 80-ih let. Slednje obdobje je bilo pomembno, saj se je slovenska milica srečevala z različnimi grožnjami strani federalnih organov bivše Jugoslavije, ki so zahtevali, da mora milica preprečevati določene demokratične procese, ki so potekali v Sloveniji tudi z organiziranjem protestov in demonstracij. Vsi vemo, da v tistih časih milica ni preprečevala javnih prireditev, protestov in demonstracij, ki so potekala brez dovoljenj, temveč jih je varovala in zagotavljala javni red in mir. Nikoli v vsej zgodovini se milica in policija ni ukvarjala z vsebino, nameni in cilji demonstracij, saj je bila za to poklicana politika, oblast oziroma tisti, proti katerim so bile javne prireditve oziroma demonstracije usmerjene. Pred več kot 30 leti smo bili kot delavci organov za notranje zadeve in miličniki eden ključnih nosilcev aktivnosti za preprečitev politične manifestacije jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani, katere cilj je bil ustvariti izredne razmere in odstaviti takratno republiško vodstvo. Tako smo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočili sprejem zakona o političnih strankah, izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne, neodvisne in suverene države Republike Slovenije. Tega nam danes ne more nihče oporekati, še zlasti pa ne samo oklicani zgodovinarji in tisti, ki potvarjajo novejšo zgodovino in odpirajo ideološke teme tudi za razglasitvijo dneva spomina žrtev komunističnega nasilja. Gre za provokacijo vlade v odstopu, kateri ne bomo nasedli. Nasedli tudi ne bomo ponavljanjem laži, da je bila teritorialna obramba razorožena. Ni bila. 16 občin ni oddalo orožja. Ostalo pa je tudi orožje teritorialne obrambe, ki je bilo shranjeno na policijskih postajah. Res pa je, da je takratni republiški sekretar v letu 1990 pred vojno v Republiki Hrvaški prodal orožje za protizračno obrambo, ostrostrelne puške, neprebojne jopiče in še kaj. Uspeh v akciji Sever je bil tudi pomembna prvina učinkovitosti našega celotnega varnostno-obrambnega sistema, ki smo ga začeli v letu 90 skupaj z teritorialno obrambo v milici nadgrajevati, ko se je teritorialna obramba organizirala v skladu z zakonodajo, ki je urejala narodno zaščito. Vse navedene aktivnosti smo zaključili leta 1991, ko smo vojni veterani 91 skupaj z državljani in državljankami organizirali
vsestransko odločnostjo in vsestransko pripravljenostjo izbojevali samostojnost Republike Slovenije in tako uresničili voljo slovenskega naroda po svoji novi domovini Sloveniji. Zato je prav, da praznujemo dan vojnih veteranov 17. maja, kot spomin na leto 90, ki smo ga umestili v sredino oziroma v središče vseh naših prizadevanj in aktivnosti za osamosvojitev Slovenije in tudi v geometrično središče Slovenije na sredino Slovenije. V soboto 14. maja sem se udeležil proslave, ki je organizirala domoljubna organizacija Tiger ob 13. maju dnevu Tiger. Prvič sem bil na Mali gori na proslavi leta 2001 kot slavnostni govornik. Od takrat redno obiskujem proslavo na Mali gori. Nisem pa se udeležil dveh proslav, ki jo je na Mali gori organizirala še vlada v odstopu kot dan upora proti okupatorju. Ob spremembi praznika, dan Osvobodilne fronte slovenskega naroda, v dan upora proti okupatorju, sem bil prepričan, da smo želeli temu prazniku dodati določeno širino, oziroma da smo želeli prikazati upor Slovenk in Slovencev proti okupatorju v času druge svetovne vojne in upor državljank in državljanov Slovenije proti agresorjev v vojni za samostojno Slovenijo leta 1991 ter odpor tigrovcev in majstrovih borcev v času njihovega delovanja. Nikakor pa nisem niti pomislil, da gre za namerno zaničevanje 27. aprila in sicer izjemno pomembnega dogodka ustanovitve Osvobodilne fronte. In vlada, ki sedaj upravlja le tekoče naloge, je letos že drugič organizirala proslavo na Mali gori kot prvi odpor proti okupatorju, katere se predstavniki koordinacije seveda nismo udeležili. Torej, vsi, ki smo v koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, kljub vljudnemu vabilu vlade v odstopu, torej nismo šli na Malo goro. To smo na sestanku pri predsedniku države tudi povedali predsedniku in predlagali, da se tudi on ne udeleži te proslave, ker ne gre za državno proslavo, temveč za proslavo takrat aktualne vlade. Dobro se je znašel predsednik države, da ne rečem, da je kopiral nekoga, ki se ni udeležil prvega soočenja pred volitvami. Naj rečem, da vsak malo izobražen ne more šteti dogodka na Mali gori kot začetek odpora proti okupatorju, ko pa so 4 italijanski kolaboratorji skupaj z 3 izdajalci napadli 3 tigrovce, ki so bili na počitku. Pa pustimo vsebinsko vlogo tigrovcev in njihov prispevek v skupni vlogi vseh, ki danes živimo v samostojni Republiki Slovenije in da smo ponovno na poti v demokracijo in da smo na poti v svobodo. Prav bi bilo, če bi se ob dnevu upora proti okupatorju oziroma dnevu Osvobodilne fronte slovenskega naroda ob vojni v Ukrajini, našem prazniku, več ukvarjali s tem, kako se naj Slovenija začne pripravljati za primer neposredne vojne nevarnosti in za primer vojne. Po mojem skromnem mnenju iskati rešitve samo ob dodatnem oboroževanju in povečevanju števila slovenske vojske in njene rezerve ni prava, sigurno pa ne edina rešitev. Znano je, da so v takšnih vojnah pred 19. stoletjem zmagovale velike in močne ter dobro oborožene države. V 19. stoletju pa so zmagovale male in slabo oborožene države. Zato se nekateri upravičeno sprašujejo, tudi sam, kako bi se morala Slovenija oboroževati in pripravljati za primer napada na Slovenijo. Kako mnogi uporekajo vladi v odstopu, da je sprejela odločitev za dodatno oborožitev namenila slovenski vojski preko 700 milijonov sredstev. Uporekanje pa še zlasti močnejše, ko gre za nabavo oklepnih in drugih vozil, ki se uporabljajo predvsem v mednarodnih misijah, njihova neučinkovitost oziroma učinkovitost pa se kaže tudi v ukrajinsko-ruski vojni.
In kljub vsem opozorilom nove koalicije je obrambni minister o podpori vlade odstopil, podpisal pogodbo o nakupu omenjenih vozil. Takšno ravnanje ministra je nehigiensko, da ne rečem še kaj drugega. Drugo pomembno vprašanje pa se postavlja tako, kako število ali kako številčno profesionalno vojsko potrebuje Slovenija. Tudi tukaj ni enovitega odgovora, saj je znano, da tudi vojaške velesile v vojnah ali ob svojih posredovanjih v tujini največkrat niso bile uspešne. Zakaj? Ker se okupaciji oziroma agresiji ne uprejo le oborožene sile, temveč državljani in državljanke. To je bilo značilno prav v drugi svetovni vojni, ko je odpovedal obrambno-varnostni sistem bivše Jugoslavije in ko se je začel odpor proti okupatorju. Ta je tvorila zaščitno in vojaško organizacijo za boj proti okupatorju, pripadnost pa je gradila na narodno-osvobodilnem boju, na domoljubju ter torej na obrambi slovenskega naroda pred potujčevanjem, ki so ga izvajali okupatorji s pomočjo izdajalcev slovenskega naroda. Zato smo tudi v Republiki Sloveniji razvijali koncept splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite na podlagi navedenih izkušenj, Ustave Republike Slovenije iz leta 1974 in Zakona o splošni ljudski obrambi in družbene samozaščiti leta 1982, kar je v letu 1990 omogočilo organiziranje manevrske strukture narodne zaščite. Ta koncept je temeljil na vsesplošnem ljudskem odporu zoper vsakogar, ki bi posegal v samobitnost slovenskega naroda, njegovo identiteto, domoljubje in vrednote oziroma tisto, kar je slovensko domovino dela takšno, da so ljudje v njej srečni in zadovoljni, da lahko v njej uresničujejo osnovne človekove vrednote, demokratična načela oziroma načela pravne in socialne države. A žal so bile prav te vrednote zadnji 2 leti v težki preizkušnji in zmagal je razum volivk in volivcev 24. aprila. Tako tudi agresija Jugoslovanske ljudske armade in zvezne milice v osamosvojitveni vojni leta 1991 ni odvrnila samo slovenska milica in teritorialna obramba, temveč tudi državljanke in državljani Slovenije, ki so bili organizirani v narodni zaščiti, civilni obrambi, civilni zaščiti, ter tudi državljanke in državljani, ki so se samo organizirali in izvajali cestne blokade, hranili orožje pred začetkom vojne in zaščitili pomembno infrastrukturo ter svoje objekte in premoženje, ter nudili pomoč slovenski milici in teritorialni obrambi. Zato bo potrebno v Sloveniji opraviti resen razmislek o tem, kako se organizirati in usposobiti druge izven slovenske policije in slovenske vojske za obrambo svoje domovine. O tem moramo spregovoriti tudi vojni veterani, saj imamo tako modri kot zeleni izjemne izkušnje na tem področju. Spoštovani, vem, da pričakujete, da še več spregovorim tudi o provokativnem sklepu vlade o razglasitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. In to so razglasili na današnji dan, ko mi praznujemo dan vojnih veteranov 91. Mi nismo provokatorji. Ob današnjem prazniku lahko vidijo in praznujejo vsi vojni veterani, se pravi, ki so bili v času osamosvojitvene vojne, ne samo veterani policijski, ali pa modri in zeleni. Spoštovani, ob tem, ko sem omenil, da je vlada v odstopu provokator, poglejte, kaj vse počne vlada v svojih zadnjih izdihljajih, kateri so volilci glasno, odločno in z veliko večino rekli ne. In zakaj? Ker je vlada uvedla avtokratski način vladanja, ko nas je poskušala voditi nazaj v enoumje in nas potiskati iz jedrnih držav Evropske unije. Odvija se cunami kadrovskih zaposlitev tudi v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. V zahvalo je vlada za sklepom predvsem katoliški cerkvi za vsako leto zagotovila dodatne milijone evrov davkoplačevalskega denarja.
Nacionalna tiskovna agencija je upisana v razvid medijev. Ali je to mogoče nov fasistični medij? Da naštevam vse druge rabote, podtikanja in odločanja v zadnjem času. Vlada v odhodu je razglasila, da je 17. maj to, kar je rekla, in da se naj obeležuje kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Noben član vlade, tako mislim, ne more vedeti, kaj se je dejansko dogajalo več kot pred 80 leti. Izgleda pa, da berejo spomine podpornikov kolaborantov in izdajalcev iz tistih časov. Po mojem mnenju so razlagalci teh dogodkov tisti, ki želijo spreminjati in utvarjati zgodovino ter razvrednotiti narodnoosvobodilni boj in domobranstvo postaviti v ospredje ob vedenju, da so bili domobranci na strani okupatorjev in izdajalci slovenskega naroda. Ko se v 21. stoletju vladajoča politika ukvarja z drugo svetovno vojno, se mora, če ne nam vojnim veteranom 91 in starejših generacij, mladim zavrteti v glavi in taki politiki reči: ukvarjajte se s sedanjostjo in prihodnostjo, saj ste v 2 letih za nas naredili zelo malo. Zato novi vladi predlagam, a tudi če bo nočna seja, naj sklep vlade v odstopu takoj prekliče in sprejme sklep. 24. april 2022 se razglasi za dan konca enoumja, fašizma in nacizma v Republiki Sloveniji. Mi bomo ta dan praznovali, če bo nova vlada tako odločila. Oni pa bodo, kot so navajeni, prirejali sporedne proslave. Spoštovani, ob zaključku še enkrat čestitam vsem vojnim veterankam in veteranom 91 ob našem prazniku. Čestitka velja, tako kot sem rekel tudi v lanskem letu, tudi tistim vojnim veterankam in veteranom, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov niste včlanjeni v naši organizaciji oziroma organizaciji Zveze vojnih veteranov Slovenije. Če želite pomagati pri naših naporih za boljši jutri ter za človeka vredno življenje vseh v naši domovini, ste prisrčno vabljeni, da se nam pridružite. In to sedaj, ko smo se rešili tistih, ki so se z svojimi, rekel bom narekovaju, inovativnimi ukrepi le fiktivno borili za življenja, pozabili pa so nas človekove pravice, njihove temeljne svoboščine, pravno državo in socialno državo. Ostanite zdravi in radi imejmo Slovenijo, ki postaja svobodna, in upam, da nam bodo nosilci nove oblasti zagotovili človeka vredno življenje in ne bodo razvajali slovenskega naroda. Naredimo vsi vse, da bomo živeli v takšni državi, ki si jo zaslužimo. Sicer se bomo ponovno videvali ob petki. Lep dan vam želim.